V Ljubljani imamo poseben spomenik in to je Pot spominov in tovarištva, ki že po imenu spominja na to, da se spominjamo težkih in lepih dni in da se spominjamo na solidarnost med ljudmi in na tovarištvo, ki je bilo med drugo svetovno vojno zelo pomembno in zelo potrebno za preživetje ljudi. Med okupacijo so Italijani in potem Nemci zgradili okrog Ljubljane 34 kilometrov dolgo žično zaporo z bunkerji, zato da bi iz Ljubljane naredili pravzaprav neke vrste koncentracijsko taborišče in da bi preprečili sodelovanje in pomoč partizanom. Istočasno pa je v Ljubljani tudi kljub okupaciji so se tiskali ilegalni časopisi in prav v bližini Poti spominov in tovarištva je bila tudi ilegalna tiskarna. V času okupacije je tudi v bližini Poti spominov in tovarištva in na raznih drugih območjih mesta deloval ilegalni radio, edini v času vojne, ki je deloval v Evropi, se je imenoval Kričač. Lahko rečemo tudi kulturno delovanje v času ilegale. V Ljubljani smo zelo ponosni, da imamo naziv mesto heroj. Ljubljana je bila prvo mesto v Jugoslaviji, ki je dobila ta naziv in s tem se radi pohvalimo in Ljubljana je resnično ta naziv dobila zaradi vsega tega sodelovanja, ki je bilo upravljeno predvsem med vojno. Ta medsebojna pomoč ljudi v Ljubljani s čuvanjem otrok, ki so ostali brez staršev in so jih prevzele družine, ki so to lahko naredile. Med vojno so Ljubljančani tudi ogromno zdravil in vseh drugih pripomočkov, ki so jih potrebovali partizani, prenašali preko meje na skrivaj. Preko te bodeče žice so prinašali v Ljubljano na zdravljenje tudi številne borce, ki so bili ranjeni v spopadih z okupatorji. Tako da naziv mesto heroj ni kar tako, ampak je resnično zaslužen. Ljubljana ima dolgo zgodovino solidarnosti. Seveda solidarnost najbolj pride na plan takrat, ko so najtežji trenutki, ko so trenutki neke velike, največje stiske. To so demonstracije, na katerih sem bil sam leta 1971 v Ljubljani. In to je bil moment, malo drugačen moment, moment nekega upora mlade generacije zoper takrat represivni režim, ki se je pač izvajal pod firmo socializma. Po eni strani to, ampak po drugi strani je bil to nek moment globalne solidarnosti. Globalne solidarnosti, ker takrat je veljalo geslo maj 68 v Parizu, je maj 71 v Ljubljani. Evo, to je maj 71 v Ljubljani. To je bil trenutek globalne solidarnosti, moment, ker smo se čutili eno tudi z študenti, ki so takrat masovno demonstrirali po Ameriki proti vietnamski vojni, ki so demonstrirali v Nemčiji, takrat so streljali na Rudija Dučkeja. To je bil moment po uboju Martina Luthera Kinga, po uboju Che Guevare, po Woodstocku. Spravi ta moment, ker je bila Ljubljana solidarna z nekim svetovnim dogajanjem in odpiranjem. Odpiranjem nekih perspektiv. Te ljubljanske demonstracije so bile vedno demonstracije solidarnosti. In nek naslednji velik moment je bil moment tako imenovane slovenske pomladi, se pravi konca 80-ih let, začetka 90-ih, osamosvojitve. Demonstracije, ki so znova dale nek solidarnostni polet nastajajoči novi skupnosti, upanje v neko novo prihodnost. In vse do danes še vedno demonstriramo, kar naprej demonstriramo zoper vsako oblast, ki nam krati neke osnovne človeške pravice. In v času covida je ta solidarnost še posebej pomembna. Malo me prime žalost, ko gledam te fotke. Mislim, žalost v tem pomenu, da toliko smo obetali, pa pogledajte, kaj se je izcimili.
Ampak treba je reči, da resnica ni na strani tega, kar se je izcimilo. Resnica, ravno tako je resnica na strani tistega, kar smo takrat obetali. Spravi tiste potencialnosti, ki se skriva v teh fotkah, teh možnosti, ki se mogoče niso realizirali, ampak jih je treba v vsakem trenutku znova revitalizirati, vanje verjeti in poskušati na novo iznajti. Jaz doživljam Ljubljano kot izrazito solidarno mesto. Spominjam se vojne v Bosni in Hercegovini, ko so začeli begunci prihajati v Slovenijo, smo jih dejansko z odprtimi rokami sprejeli. Sama imam izkušnjo, da je naš inštitut za kriminologijo pri pravni fakulteti 4 leta skrbel za bosansko družino, tako da smo v bistvu jim našli stanovanje, zbirali denar, nakupovali šolske potrebščine za otroke in ta vez, ki se je takrat stkala, traja še danes. Gospa, ki je bila naša begunka, je zdaj dekanica pravne fakultete v Sarajevu, s katero izjemno dobro sodelujemo, se ves čas obiskujemo, organiziramo skupne konference. In to je tista solidarnost, lahko rečem, ki je za nas stkala pomembne, prijateljske in tudi, rekla, znanstvene vezi. In Iran, I was a human rights activist and I was working in women's rights issues, of course, and because of all this activity, I've been arrested several times. For about 3 years, I was in jail in Iran. I'm a guest of the city of Ljubljana. ICORN is a European project that supports journalists, activists, artists who are at risk in their own country. They give us this opportunity, this chance to live in a safe place, in a safe country for 2 years. These 2 years is already finished, but I'm continuing to live in Ljubljana. Solidarity City is where no one is illegal and everyone can live and work, everyone can have access to education, healthcare, everyone can participate in political, cultural city life, regardless of race, gender, sexuality, religious, and even political views. I think Ljubljana can be a solidarity city, but on the other hand, I think we all have to try more to be the real solidarity city, because the most important things for being solidarity city is advocating for better involvement and reception and engagement for refugees. So in this regard, I think there is a lot to be done. Zgodba, to je težka stvar za povedati. Jaz sem v bistvu pristal na ulici zaradi ene, so staro mamo nažajfali, da jim je dala prepisati hišo. In potem sem pristal na psihiatriji, se še sestavljam, ampak sem enkrat sestavil, bomo tudi tu zadevo rešili. Tele Ljubljana je kar drugače dobro pošlihtana. Imamo pro bono ambulanto, potem tamle gor, imamo Kralji ulice, je društvo za pomoč, pa samo pomoč. Vinčencijova zveza, ko lahko dobijo za spreobleči, pa za jesti. Na Polancu se da dobiti, to mislim, da je državno. No, pa pravim, pro bono ambulanta je, ko so ljudje, ko nimajo zdravstvenega zavarovanja ali pa tujci, ko grejo lahko. Kaj, da niso čisto v bistvu, bi lahko rekel, kukar nek, ko je svem po svetu. Na koncu pa ljudje nimajo za en aspirin, po domač povedal, pa tudi iskat ga nimajo kam jeti. Solidarnost je zame to, da odpreš vrata. Ali je to dobesedno ali metaforično. In nujno in izrednega pomena je, da ima LGBT skupnost svoje prostore, kjer lahko ustvarja in se lahko razvija v vseh svojih elementih, vključno s kulturo. Te majhne prostorčke, ki jih imamo, glede na umetnost, ki jo LGBT skupnost proizvede, ki je na zelo visokem nivoju in zelo raznolika, za te majhne prostorčke se moramo že tako vsakodnevno boriti. To, kar se recimo zdaj v tem trenutku dogaja na Metelkovi 6. In edino prav je, da bi bilo glavno mesto varno in vključujoče, še posebej za skupine, ki so odrinjene na rob družbe.
Parada ponosa je v prvi vrsti protest in je aktivistična, hkrati pa kultura in umetnost zelo vplivajo na opolnomočenje nekih skupin. In zato je naš festival prežet z umetnostjo. Če bi Ljubljana postala prestolnica kulture, bi s tem podprli tudi LGBTIQ+ umetnice in umetnike in vsa naša prizadevanja za enakopravnost, za kohezivnost družbe.